Gospod ministrica, mogoče na kratko nekaj vtisov po pogledu tega nastanitvenih kapacitet, ki jih imamo tukaj v Logatcu, pa mogoče ko so organizirani. Najlepša hvala. Danes sem si ogledala ta nastanitveni center v Logatcu. Moram povedati, da ga zagotovo lahko predstavimo kot primer dobre prakse, ne samo ob srečanju za to begunsko krizo, ampak nasploh gre za center, ki deluje v sožitju z lokalno skupnostjo. Vse čestitke županu, vse čestitke tudi šefu občinske civilne zaščite, vse čestitke našemu poveljniku civilne zaščite, ker sem se uspela prepričati, da je organizacija poteka tako, kot je tudi zamišljeno. Se pravi, ko so predstavili, kako sprejmejo begunce, kako se begunci tudi tukaj dobro počutijo, da je vse organizirano, da ni bilo v tem času, kljub številčnosti, niti enega slabega primera, da vsi odhajajo zadovoljni, da tudi odhajajo z dobrimi mislimi na Slovenijo. Mislim, da je to tisto, s čemer se lahko v Sloveniji pohvalimo. Zagotovo pa ta primer tukaj izkazuje to, da smo Slovenci humanitarni, solidarni in da znamo pomagati, predvsem pa znamo usklajeno sodelovati in da smo pri tem tudi zelo učinkoviti. Delovanje vojske v reševanju begunske krize, predvsem logistično, koliko pripadnikov Slovenske vojske ocena je doslej sodelovalo pri tej zadevi in kako vam gre in kaj pričakujete za naprej? Ja, vsak dan se tako število prostovoljcev, število vključenih v sistem zaščite in reševanja, sedaj tudi v štab civilne zaščite povečuje, od začetnih 300, 500, 700, preko 1000. Tako je tudi podobno sistem za Slovensko vojsko. Slovenska vojska nudi v tem pod delovanjem oziroma usmerjanjem Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske policije, civilne zaščite samo logistično podporo. Najbolj je bila aktivna v prvih dneh, ko je bilo potrebno prepeljati veliko šotorov, vsega ostalega materijala. Sedaj pa v bistvu nudi prav tako logistične prevoze, tudi na marsikaterem področju kuha tople obroke ter vse ostalo, kar odredi štab civilne zaščite Republike Slovenije. A je možno v bistvu, da bo, če bo prišel nek velik begunski val, da bo vojska angažirana za čuvanje v bistvu šengenske meje, vzhodne pa južne meje? Vojska nima in ne more imeti pristojnosti, kot jih ima slovenska policija. Je pa predvideno v zakonu o obrambi, da lahko služi kot neka podporna, kot neka pomoč tudi slovenski policiji pri ohranjanju reda na meji oziroma v notranjosti. Se pravi, vkolikor bi prišlo do tega, sama sem povedala, da če bo to trajalo dlje časa, če se bo število beguncev povečevalo, da lahko pride tudi do tega, da bodo kapacitete slovenske policije nekako izkoriščene. V tem primeru bi vlada morala sprejeti poseben sklep in Slovenska vojska bi lahko samo po usmeritvah, ki jih daje policija, sodelovala pri tem. Ne bi pa mogla se aktivno vključiti v varovanje meje, oziroma če bi recimo se začele meje zapirati v zahodni Evropi in bi morali varovati južno mejo. Slovenska vojska nima teh pristojnosti. To je pristojnost Ministrstva za notranje zadeve oziroma policije. Glede na to, da je policistov recimo, 8000, če 4000 angažirajo, je to praktično polovica in če delajo v Tudnosih, pomeni, da 1000 policistov praktično angažiramo za varovanje meje. Kot sem povedala, zakon predvideva samo kot podporno pomoč policiji. Mislim, da se sedaj policija zelo dobro izkazala, tudi Ministrstvo za notranje zadeve, da vse zadeve vodi koordinirano, usklajeno in vkolikor bo potreba, se bo po njihovih usmeritvah vključila v to tudi Slovenska vojska. Gospod Šestan, imate mogoče kakšne najnovejše podatke, koliko novih beguncev naj bi prihajalo proti Sloveniji? No, to ni ravno vprašanje zame, ampak nekaj informacij imam. Trenutno na hrvaško-slovenski meji ni še nobenega pritiska, če smem temu tako reči. Obstaja pa informacija, da je povečano število na meji med Hrvaško in Srbijo. Tam naj bi tudi Hrvati mejo zaprli, zdaj ne vem, kaj se točno dogaja.
Tudi veliko število je med mejama, odnosno med državami, med Makedonijo in Srbijo. Tam ocenjujejo okrog 4 do 5 tisoč. Tako da imamo seveda potencialno nevarnost, da bomo tudi mi en del tega kontingenta, tega vala dobili v naslednjih dneh tudi v Slovenijo. Upam, da bomo odreagirali, odnosno funkcionirali tako, kot smo tudi v teh dneh, kot je tudi ministrica povedala. Tudi z moje strani vse čestitke in pohvale policiji pri varovanju in pri vseh postopkih na naši vzhodni ali pa južni meji. Tako da smo tudi v notranjosti, mi pri nastanitvah skupaj z njimi imeli bistveno manj težav, kot bi jih lahko imeli, če bi ti postopki tekli drugače. Samo što mogoče, gospa ministrica, kako komentirate pomisleke, da gre za v bistvu zlorabo nekega premika, 30% ne bi bilo samo Sirijcev in pa to, kot smo izvedeli iz vrst policije, da ko ni kamer med begunci, vzklikajo tudi islamska gesla. Gre morda res za muslimizacijo Evrope? Menim, da ne. Menim, da glede na to, da nam je poznano stanje v državah, odkoder prihajajo, to se je tudi že v zgodovini ponavljalo, ljudje enostavno ne vidijo več izhoda za svoje življenje, zato so se odločili za to pot, ki ni lahka. No, ampak teh je le 30%. Zagotovo, ampak menim, da se mora Evropa čim prej sesti skupaj, pričakovala bi, da bi se že in našla ustrezne rešitve za to, da se reši ta tudi migrantska problematika. Se bo tako rešil tudi trenutni hrvaški-srbski spor? To pa ne bi komentirala, ne vem, kako mislite zdaj hrvaško-srbski spor? Zapiranje meje, v bistvu, mislim, en drugemu, zapiranje promet, v bistvu ta tovorni promet zapira. Ja, kaj naj rečem, vsaka država se bolj ali manj uspešno sooča za to problematiko. Mi sami smo se odločili tako, kot smo se odločili. Mislim, da to pri nas dobro poteka. Zagotovo pa je težko soditi o konkretnih ravnanjih posamezne države, če nisi seznanjen z vsemi informacijami. Sama sem proti temu, da se postavljajo meje in proti temu, da se omejujejo prehodi. Zdaj, danes je bilo predvsem strani opozicije kritika, da država, a ste mogoče na teh sestankih, da je govorili o tem, o možnosti, da se zaprejo v bistvu meje, mislim, recimo z Avstrije, da zapre meje, oziroma Nemčija, in da pač tisti, ki bodo prišli, bo ostali v Sloveniji. Do sedaj o tem nismo govorili in ne pričakujem, da bi v bistvu Evropa tudi tako postopala. Hvala lepa. Lahko jaz to priložnost v bistvu izkoristim samo še temu, da se zahvalimo vsem prostovoljcem, ki so vključeni tako v sistem zaščite in reševanja, kot tudi ostalim prostovoljskim, humanitarnim in nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri tej pomoči. Iskrene čestitke pa tudi tej lokalni skupnosti in vsem, ki ste vključeni. Mislim, da ste opravili res dobro delo in vse posod menim izpostaviti ta primer kot primer dobre prakse. Tako da hvala vam. Hvala lepa. Hvala.